Tako, dragi gledalci in drage gledalke, lepo pozdravljeni v novi oddaji Splet besed. Danes gostim mlado, pesnico in fotografinjo Saro Kager. Sara, lepo pozdravljena. Lep pozdrav vsem gledalcem na Mikovi strani in hvala za povabilo. Ja, z veseljem sem te povabila. Zdaj moram priznati, da mlada sem omenila zato, ker pri nazivu mlad, pri umetnikih pravzaprav ne gre toliko za sama leta, za sama fizična leta, ampak gre bolj za eno pot, ki jo je umetnik že prehodil. In predvsem bi zdaj poudarila, da je nekje v prostoru pravkar tvoj prvenec Indigo. Sara, kako je imeti knjigo, kako je imeti prvenec? Ja, definitivno je to neko področje umetnosti, za katero si še par let nazaj ne bi nikoli mislila, da se bom z njo ukvarjala. Niti se v bistvu nisem kot hobi, kaj šele, da bi prišlo do tega, da bo nekoč dejansko izšla zbirka mojih pesmi. Občutek je fenomenalen, no, nimam kaj drugega za reči, posebej, ko vidiš, da ljudje stvari, ki jih pišeš in jih daješ na plano, tako lepo sprejmejo, kot so sprejeli Indigo, ki je bil res prodan v več izvodih, kot sem kadarkoli si mislila. Tako da ja, to je res stvar, še posebej prvenec je pač tisti, ki ga nikoli ne pozabiš. Prav zato ima tudi takšno ime Indigo, ker se mi je zdel sam koncept indiga kot materijala, torej po katerem pišeš in za seboj pusti sled, ne. Definitivno ga bo seveda na meni kot na avtorici in kot osebi konec koncev, pa upam, da tudi na bralcih in tistih, ki ga bodo vzeli v roke. Ja, vsekakor mislim, da bralci, njihov odziv je pravzaprav za umetnika bistven. Po eni strani, saj ne pišemo seveda zgolj zase, tudi to je razlog, da knjige sploh izdajamo. Sara, jaz sem te z veseljem povabila v oddajo, ker pač prej tvoje poezije niti nisem poznala in mi je vedno veliko veselje, če predvsem iz lokalnega prostora nekako izbrskam kak nov pesniški glas. Zdaj sama sem tudi mentorica mladim ustvarjalcem in tudi iz tega razloga pač nekako me zelo veseli, če najdem koga novega, ki ga še nisem brala in da se mi pač odkrije nek novi svet. Tako da seveda sem zelo vesela, da si se mi danes pridružila. Bom pa zdaj seveda prebrala tudi nekaj malega o tebi, toliko, da tisti, ki te ne poznajo, malo približno vidijo, kdo si in kaj počneš, potem pa se bova posvetili tvoji poeziji. Se pravi, Sara Kager, fotografinja, pesnica, pegasto dekle. Objektiv fotoaparata brez težav zamenja s peresom in črno na belem zapiše svojo resnico. Resnico, ki se velikokrat ne rima. Svoje občutke, pred katerimi se ne skriva. Saro ste morda že kdaj srečali, saj je Pomurka, ki je v lokalnem okolju precej aktivna. Tukaj vedno najde inspiracijo za svoje ustvarjanje. No, razen takrat, ko inspiracija najde njo. Saro lahko čez dan srečate v njeni knjigarni, kar je precej pričakovano, saj je v književnost in knjige zaljubila že v vrtcu. V osnovni šoli in gimnazijskih letih pa je zaljubljenost prerasla v ljubezen, ki v dobrem in slabem traja še danes. Po osnovni šoli jo je pot peljala na 3. gimnazijo Maribor, od tam naprej pa v Ljubljano, kjer je študirala grafične in interaktivne komunikacije. Glede na njeno naklonjenost besedam je pravzaprav zanimivo, da je Sara poklicna fotografinja. Lahko bi rekli, da svoje življenje živi v besedi in sliki. Nedavno je izdala svoj pesniški prvenec Indigo. Če spremljate skrivnostni psevdonim SK na družbenih omrežjih, vse to najbrž že veste, saj je njena poezija na njih precej zastopana, zveste publike pa ji ne manjka. Tako je zaradi zaljubljenosti v branje, ljubezni do pisanja danes pred nami Indigo.
To je zbirka 60 pesmi, ki so nastajale v obdobju nekaj let. Že na prvi pogled je zbirka posebna. Deluje sodobno, a se na zelo očiten način spogleduje tudi z nekakšno brezčasnostjo. Likovno zasnoval in opremil je kreativni direktor Domen Husu, ki je svojim minimalističnim slogom, križanim z naključnimi, a dobro premišljenimi ilustracijskimi intervencijami, dal prednost besedi oziroma vsebini. So pa svoj prostor v knjigi našle tudi Sarine fotografije, ki kot abstraktna umetnost potencirajo edinstveno izkušnjo bralca. Dopolnjevanje črnine in beline v notranjosti otvori sijoč indigo napis na naslovnici, kar je poleg barvno ujemajočega označevalnega traku tudi edina barva, na katero boste naleteli med prebiranjem. Zbirka Indigo je raznolika, saj je v njej zajetih veliko različnih čustev. Definitivno pa ni spisana tako, da bi avtorica bralca za roko vodila skozi prebiranje in občutanje besed, kar slogovno podpre prosti slog, ki nam skozi rime da dihati. V veliki meri je zbirka romantično obarvana, včasih bolj, včasih manj očitno. Je življenjska in na trenutke neizprosno družbeno kritična. Široko paleto emocij. Skoraj v celoti jo lahko berete v knjižni slovenščini, čeprav se med strani prikrade še kakšen drug jezik ali narečje, tudi prekmurščina. Torej, Sara, Indigo pravzaprav nosi tudi, poleg seveda besednega, nosi tudi en velik grafični pomen. Zdaj to verjetno tudi seveda prepisujemo temu, da si fotografinja. Kako si uspela zliti ti dve, se pravi grafično in besedno? Je to nastajalo hkrati ali si mogoče potem dopolnila s svojimi fotografijami? Ja, v bistvu moram priznati, da sem se kar dolgo časa na koncu že, ko je bila cela zbirka že bolj ali manj postavljena, sem se še vedno ukvarjala z vprašanjem, ali v zbirko umestiti ilustracije, ker vedno smo nekako navajeni, da ilustracije so del pesniških zbirk. Sicer bolj minimalistične, ampak vseeno jih velikokrat najdemo. No, na koncu sva se z Domnom, torej Husujem, ki je zbirko oblikoval, nekako skupaj odločila, da zakaj pa ne bi v bistvu mojih fotografij vključili. Minimalno sem jih že imela posnetih, nekatere so podvodne fotografije, ki sem jih v bistvu naredila eno poletje prej s podvodnim fotoaparatom, čisto tako nisem vedela, pač, da jih bom kjerkoli uporabila, ampak so na koncu prišle zelo prav. Ostale pa sem potem v bistvu posnela, ker nisem želela, da bi vključila v zbirko portrete, naravo, neke, bomo temu rekli, močne fotografije, ki bi mogoče bralca nehote peljale stran od tistega, kar je v bistvu pomembno za njega, torej pesem, na katero se mora on osredotočiti, ko odpre v bistvu neko stran. Tudi zato so vse črno-bele, da je čim manj teh nekih motečih faktorjev, da bralec sicer dobi neko izkušnjo, ampak da mu tudi ali fotografija ali ilustracija, da mu ne sugerira v bistvu, kaj jaz hočem z pesmijo povedati, ker potem so spet to moji občutki in to mi je res bila nekaj prvotnega, da v bistvu bralcem prepustim čim bolj, da za svojo domišljijo pač se odpeljejo, kamor želijo skozi rime, da jim niti malo ne sugeriram, v katero smer morajo iti. In na koncu se je izkazalo v bistvu tudi to za zelo dobro, ker včasih mi ljudje za kakšno pesem rečejo, da ne vem, so bili zelo žalostni zraven, potem mi drugi rečejo, da je v isti pesmi ne vem, neko upanje začutil in točno to je tisto, kar sem v bistvu hotela s temi pesmimi narediti, ne. Ja, saj zdaj, ko si rekla, recimo sem malo razmišljala, prav res bi mogoče kakšni portreti delovali malo preveč prozaično, malo preveč zgodbarsko, ampak tukaj gre za abstrakcijo. Ne vem, bi mogoče rekla, da je abstrakcija po sami izraznosti, po občutju malo bliže poeziji, mogoče malo bolj lirična. Ja, tudi mogoče sem jo
nehote sama tako začutila, kot si jo zdaj opisala. Nekako se mi zdi, da že z nekimi teksturami, z linijami, z vzorci, pa tudi če sploh barva ni prisotna na fotografiji, da nekako lahko ponazoriš celo paleto čustev, od neke mehkobe do nežnosti, do po drugi strani grobosti, svobode, upanja in v bistvu samo z to neko abstrakcijo, mogoče tako narahlo zapelješ, v katero smer naj začne nekdo razmišljati, ko pač bere zraven pesem, lahko pa si seveda tudi on tako pri abstraktni fotografiji, kot na primer pri prostem slogu poezije še posebej razlaga čisto po svoje. Ja, mislim, da smo odprli dokaj zanimivo vprašanje te, kako bi rekla, stika med različnimi umetnostmi. Pravzaprav abstrakcija je bolj simbolna, pač gre malo bolj za simbolni jezik, prav tako pa tudi najbrž gre pri poeziji, ki mogoče ima seveda manj zgodbe, pa več občutenja. Tako da mislim, da sta izbrala pravo pot s tem, da sta umestila abstraktne motive. Sama tudi sicer priznam, da mi je na splošno abstraktna umetnost zelo ljuba, tako da sem tudi z veseljem seveda pogledala tudi fotografije. Sara, zdaj bi te pa lepo prosila, če z nami podeliš nekaj pesmi, toliko da imava eno iztočnico za en prijeten klepet o tvoji zbirki. Seveda, z veseljem. Pripadamo le sebi. Pripadamo le sebi. Pripadamo le temu, kar pospeši naš utrip, kar dela nas ljudi. Boš svet prehodil po 1000-krat ubranih mislih ali vsaj poskušal nove delati poti. Boš poslušal ali boš slišan, ko vsi čakajo le tebe in se prebuja nova kri. Boš le nemo stal, ko hoče svet kričati, ali čutiš, da v tej temi končno novi ogenj tli. Pripadamo le sebi, pripadamo le temu, kar pospeši naš utrip, kar dela nas ljudi. Zato naj, kar je dobrega, ne gre iz nas in večno v nas živi. Saj zidovi so v tebi in edina meja, ki imaš jo v sebi, si le ti. Zavij me v svoj pajčolan jeseni, da bova oba siva. Obdaj me s svojo tišino, ki je ne razumejo, meni pa je tako znana, da ne bova več tako daleč, da se ne boš skrival v sebi. Ne, ni treba, ker predobro poznam ptice, ki nosijo samoto v dušo. Nasloni se in umiri, da jih preženeva, kajti predobro poznava njihove klice. Ti veš za samoto. Ti veš, kako je biti sam med ljudmi in ostati med njimi brez besed. Ti veš, kako zveni veter in polje in gozd, ker znaš poslušati ta glasen svet. Ti veš za noči, ki ne morejo sanjati, in za ljubezen, ki mora živeti v tišini. Ti veš, kako umiriti pogled in ga prikleniti nase, da se ustavi trenutek v tvoji bližini. Ti veš, ker si drugačen in me vidiš drugače kot tisti, ki ne pozna bolečine. Ti veš, kajti tvoje oči so polne čudne žalosti in poletne topline. Ti veš za mojo samoto, veš za njo in jo poznaš. Moja samota pa ve za tvojo in hoče, da mi jo daš. Bo še kdaj, kot je bilo nocoj. Bom še kdaj tako zelo tvoja in ti tako moj.
Bodo še sredi teh samotnih sten padale maske in lovec prišel bo po plen. Bova še kdaj tako tiho, nežno, da se ne bi zbudila iz sna vonja, pogledov, dotikov, premikov, bližine, topline, ko iz mojih rok v tvoje predajava ritem dvojine. A vedi, preden me korak odnese spet po dolgi poti, da potolažim tvoje skrivne solze, pridem ti še kdaj naproti. V meglo zavita sva odšla vsak na svoj tihi peron. In še nikoli se koraki niso zdeli težji. In čarobne ulice najinega mesta tako mrzel siv beton. Vsak v svojo smer, brez besed in pogledov, saj je pretežko in so premnogi spomini, da bi se pod najino toplino podpisala le kakšna beseda za slovo. Zato najraje bo z Bogom obljuba, tudi če nič več ne ostane in se prehitro stemni, na strehah Ljubljane bodo zmeraj nama sijale luči. Izginil si v vrvež mesta in vedno bolj postajal eden njih. Moje misli pa so šle ob tebi, kot da bi rabile le malo sanj, ki jih nosiš s seboj. In vsaj malo tistega pogleda, kot da je ves moj svet samo tvoj. Izginil si v množico ljudi, ki nikdar ne bodo vedeli, kako ulica čaka tvoj nemiren korak. In veter nosi odmev ljubezni v mrak. Ne bodo vedeli, kako me zjutraj poboža tvoj glas. Ne bodo znali videti, kar vidim jaz. Boš še isti, ko prideš nazaj, in bo samo črnina časa med nama. Ko bova naenkrat vsak zase tako zelo sama, takrat bova znala povedati, kar zdaj ne znava. In vse bo drugače. Sara, hvala za tvoje branje. Zdaj mislim, da si prebrala nekaj pesmi, ki pravzaprav zajamejo oziroma reprezentirajo eno rdečo nit tvoje knjige, ki je pravzaprav, sama bi rekla, da gre za eno raziskovanje dvojine, za raziskovanje odnosa med pesniškim pripovedovalcem oziroma lirskim subjektom in tistim drugim, ki seveda nanj vpliva in v njem pač poraja določeni svet, ki ga potem pesnik seveda želi tudi podeliti z drugimi. Gre pa tudi za eno iskanje človečnosti, za eno iskanje unikatnosti, samega sebe, kot radi rečemo, čeprav to zveni mogoče nekoliko pač banalno, ampak pravzaprav ni, ker mislim, da tudi vsak pesnik preko poezije se nekako tudi samo konstituira. Ne vem, kako ti vidiš recimo svojo poezijo, ne vem, se tudi sama recimo med pisanjem spoznavaš ene mogoče reči o sebi, ki jih drugače ne bi. Definitivno. Veliko pesmi je nastalo, res, mislim, veliko. Moram reči, da 95% tako spontano, nikoli se v bistvu, oziroma zelo redko se usedem in rečem, zdaj bom pa napisala pesem. Se mi zdi, da najslabše delujem v teh pogojih, ko sama sebi rečem, da moram nekaj napisati. Tako da je v bistvu to pade mi v glavo ali ena vrstica ali ena rima, okoli katere potem gradim, in ko nekaj zliješ na papir in potem prebereš, si včasih rečeš kar, sploh nisem vedel, da me to teži, oziroma da imam to v sebi, da sem to moral dati na plano. In ravno zaradi tega sem se mogoče v poeziji tako našla, ne, ker zdaj skozi fotografijo, na primer, se ti kot umetnik tudi lahko izražaš, seveda, ne, to sploh ni nobenega dvoma, ampak se mi vseeno zdi, da
daš manj sebe notri, že zaradi tega, ker pri fotografiji, dobro, zdaj, če se ukvarja z umetniško fotografijo, tam še lahko največ daš, ampak vsi vemo, da pač fotografi v Sloveniji delamo marsikaj drugega in se v bistvu moraš vedno prilagajati željam naročnika. Zdaj pri poeziji je pa me najbolj pritegnilo to, da je v bistvu to tako surovo, da sem jaz in to, kar želim povedati, in to je to. In nihče mi ne reče, da je nekaj prav napisano, da je narobe napisano, tudi potem, ko sem komu poslala pesmi, tudi kakšnim poetom so mi rekli, glej, tukaj ni nobenega v bistvu pravila, kako moraš ustvarjati, ne. Tako da posebej, zato sem zelo hvaležna, da sem naravno na take ljudi naletela, pač, da so mi rekli, ti samo piši, saj spoznavamo se vsi po vrsti, tudi tisti, ki že 40 let pišemo, ne. In zato mi je mogoče ta oblika umetnosti, ne vem, res postala tako blizu, ne. Zdaj, kar se pa tiče neke romantike, ki je v bistvu res večina indiga je ljubezensko obarvanega, ne. Je seveda, veliko pesmi je osebno izpovednih, ne, seveda mimo tega kot avtor seveda ne moreš, ampak po drugi strani je pa res, da se pa zelo rada na primer vživljam v čustva drugih, ko poslušam zgodbe koga, ki doživlja kakršnekoli stvari v življenju, in veliko pesmi v indigu je napisano v bistvu tudi iz vidika drugih ljudi, ker sem pač zelo empatičen človek in me včasih določene zadeve pač tako inspirirajo v bistvu, da si mislim, bom rajši o njih kaj napisala, kot non-stop o sebi, ne. Tako da ja. Ja, saj pravzaprav pesnik nekako se mi zdi, da tudi včasih išče ene like za neka občutja, ki mogoče jih želi raziskati, pa sam še morda nanje ravno ni naletel, tako da mislim, da malo tudi izrabljamo druge zgodbe, da potem lahko, ne vem, nekaj ustvarimo, mislim, govorim tudi recimo iz svojega vidika, tako da mislim, da s tem ni nič narobe, da je to pač del posla, kako bi rekli. Ja, definitivno, saj se vmes zdaj že v bistvu to ne pri indigu, to je zdaj že potem postalo kar del stalnice, da si kake zgodbe kar sama namislim v glavi, kake like, ki nastanejo res v bistvu čist v moji glavi, sploh ni o osebah, ki jih poznam, včasih sem tudi, ne vem, iz kake pesmi, iz filma, ne vem, so me inspirirali, zdaj pa si jih kar sama namislim in si na primer njihove dialoge zamišljam, njihove zgodbe, tako da zdaj že res čist neki novi svetovi nastajajo v bistvu, ne. Ja, saj tukaj gre dejansko za neke vrste igro, zdaj morda tisti, ki se s poezijo ne ukvarjajo, včasih pač vzamejo stvari celo malo preveč dobesedno in, ne vem, malo preveč povežejo recimo z avtorjem. Ker recimo avtor in pesniški subjekt, mislim, da to še danes še marsikdo ne razume, ki se celo ukvarja z literaturo, da to ni isto, da pravzaprav je pesniški subjekt nekdo drug, nekdo, ki pač ni ravno ti. Ne vem, si kdaj mogoče doživela od kakega bralca, da te je vprašal kaj osebnega, recimo v povezavi s tvojo poezijo in pač ni bilo res? Ja, definitivno, vedno se mi to dogaja, na začetku se mi je dogajalo, preden sem pač svojim prijateljem razložila, da pač ne gre vse še posebej ljubezenske stvari, da pač ne govorijo vse o meni, so me kar pogosto spraševali, če sem v redu in če sem pač konstantno žalostna, sem rekla, ne, pač vsaj določene stvari so v meni očitno pod narekovaji sedele kar nekaj časa in so pač zdaj naenkrat vse na plano prišle, ker indigo je bil res ustvarjen v zadnjem letu in pol, pač zelo malo je pesmi, ki sem jih vključila, ki so pač nastale prej, ne, večina tistih starejših se mi je pač potem zdela, da sem začela ustvarjati čisto v nekem drugačnem stilu in se mi ni zdelo, da bi zdaj nekako sovpadale z celotno zbirko.
Tako da ja, najprej seveda od prijateljev, pa potem tudi še od kakšnih neznancev so prihajala kakšna vprašanja, če pač ne vem, sem depresivna ali kaj podobnega, pa sem jim pač rekla, da sem zelo pozitivna in srečna oseba, da nažalost, mislim, da mi seveda na srečo nič ne manjka, ampak da se pač samo izražam na ta način. Ja, saj mislim, da iz tega vprašanja bi lahko marsikaj še raziskovali naprej. Predvsem to, kdo je pravzaprav ta skrivnostna oseba, ki piše, ki govori to poezijo. Ali je to Sara, ali je to nekdo drug, tako da mislim, da je to zelo dobra iztočnica tudi za eno, ne vem, za en poglobljen premislek vsakega posebej, se pravi vsakega, ki rad bere, pa mogoče za en stik z avtorjem, da pač ne bo mogoče v prihodnosti takih vprašanj, ne, če smo vsi po vrsti depresivni, ker pač pišemo žalostne pesmi, tako da, ja, no, nekoliko seveda hudomušno tudi pravim, ampak ja, tako, zanimivo vprašanje. Zdaj, Sara, jaz bi te pobarala še glede tega tvojega profila SK. Zdaj, malo sem te tudi dodala, malo sem pogledala, zakaj pravzaprav gre. Torej, gre za to, da pač deliš svojo poezijo tudi za širšo publiko. Ali se ti zdi, da je danes za mladega avtorja, ki nekako vstopa v ta svet poezije, da take vrste promocija nujna stvar, ali pravzaprav sploh gre za promocijo, ali pa gre zgolj za, recimo, iskreno željo podeliti pesem z bralci? Meni se že na začetku ni zdelo, da bi šlo za neko promocijo, pač zdaj, če bi to res želel, bi se potem že na začetku kontaktiral vse možne medije in kar je še tega, ampak sem rekla, naj se ta zgodba razvija naravno, ker se mi je, mislim, tako sem čutila že od začetka, pač, če ne bo nikamor prišlo, pač ne bo, bodo brali tisti moji bližnji in pač to je to. Je pa res, da so me moji prijatelji kar malo prisilili, da sem v bistvu SK profil odprla, ker ful nisem htela objavljati na spletu, pa ne zato, da drugi ne bi brali, ampak ker te je pač kot avtorja strah odzivov, ne. Zdaj vseeno je poezija pač nekaj tako osebnega, tisto res surova tvoja čustva, ki pridejo iz tebe in v bistvu, ko jih enkrat daš še posebej na socialna omrežja, ker vsi vemo, kakšni komentarji so lahko, si pač prepuščen še posebej na milost in nemilost bralcev in te lahko seveda raztrgajo, imajo tudi popolno pravico do tega, ne. Tako da ravno iz tega razloga mogoče nisem želela najprej objavljati. Potem pa sem si vseeno premislila, ker sem videla, da v bistvu ljudje, katere poznam, da so se jih določene stvari dotaknile, pa mogoče ne berejo nikoli poezije ali pa zelo redko, ne. In mi je to bil nek prvi pokazatelj, da bi pa mogoče vseeno poskusila. Zdaj se vemo, danes v 21. stoletju, bomo temu rekli, če te ni na socialnih omrežjih, pravijo, da te nikjer ni, ne. Pa mogoče je res iz dneva v dan pač temu res tako zdaj, če ne bi se objavila in naredila profilov, ne vem pač, kje bi ljudje sploh slišali zame in za moje pesmi, ne. Tako da se mi zdi ta vidik socialnih omrežij dober, zdaj pač izkoriščanje je nekaj drugega, ampak zdaj preko tega je na srečo nastala ta baza, bomo temu rekli sledilcev, ki res z veseljem berejo, kar napišem, delijo naprej, vidim tudi, da si shranjujejo, vmes pride do, ne vem, ko mi kakšne mamice pošiljajo, da določene pesmi berejo za domače branje, pa jih v šoli predstavijo določeni otroci in to mi je pač res zelo lepo, ne, ali pa na kakšnih prireditvah me vprašajo, če lahko berejo, ker so tam pa tam videli mojo pesem. Tako da ne vem, meni se ne zdi nič spornega, pa konec koncev tudi, če gre za promocijo tebe, saj na nek način pa tudi kot umetnik moraš preživeti, zdaj, če se ne boš vsaj malo promoviral, si pač, ne vem,
potem so lahko moje knjige natisnjene doma v kleti, pa ne bo nihče vedel za njih in je to, ne. Ja, saj danes beseda samopromocija se mi zdi, da nosi en negativen prizvok, kar mogoče niti ni pošteno, ker v bistvu mi odhajamo iz starega sveta klasične promocije, se pravi, tega je vedno manj, vedno je več nekih drugih poti, drugih načinov, in se mi zdi nekako, da pač kdor hoče iti v korak s časom, pač tudi mora malo poseči po stvareh, ki mu mogoče niso najbolj blizu. Tako da tudi iz tega razloga sem te mogoče vprašala, malo pobarala pač glede te samopromocije, ampak absolutno se pa strinjam, da pač nekje kot nek umetnik moraš obstajati in da pač se danes ta obstoj tudi nekako malo seli že na omrežja, tako da dejansko je to del obstoja umetnikovega imena in pač umetnik je tudi ime, umetnik je tržna znamka, zdaj, če ti je to všeč ali ne, tako pač je, ne. Ja, točno tako je in v bistvu na začetku sem ustvarila ravno iz tega razloga sicer s svojimi inicialkami profil, ne z celim imenom. Po eni strani, kot sem že rekla, zato, ker me je bilo malo strah in se na začetku nisem htela ravno tako izpostaviti. Poleg tega bi me mogoče, ne vem, dosti ljudi me je po fotografiji poznalo, ker se pač ukvarjam profesionalno s tem, pa nisem hotela, da bi to nekako povezali zdaj na prvo žogo, ne. Je pa res, da po drugi strani pa nisem zato hotela svojega celega imena izpisati, ker sem hotela, da se ohrani nek nevtralen teren, posebej pri tem, torej kdo sem, ali sem moški ali ženska, od kod sem, ker velikokrat, ko ti prideš kot nek nov avtor, ljudje vse, kar izvejo o tebi, so neke točke, na katerih iščejo tvoje šibkosti. In dostikrat vidim, da ne vem, pa ne samo pri ženskah, da ne bomo do moških, ne. Včasih, ne vem, moški pišejo poezijo, pa pišejo zelo romantične in rečejo ljudje, to je brez veze, ker itak samo joče cel čas v pesmih, ne, to je za babe, ne, po domače povedano. Po drugi strani pri ženskah rečejo, ne vem, preveč je senzibilna, preveč je čustvena. In zato sem glih hotela, da mogoče spol ostane neka taka stvar, za katero se ne bi točno vedelo, pač zdaj kdo je, ker se potem lahko pač vključijo in moški in ženske, se nekako povežejo z pesmimi in po drugi strani sem začela potem tudi pisati v ženski in moški obliki, da sem še v bistvu malo dodatno zmedla bralce, konec koncev, po drugi strani pa, ker vmes seveda pač začutiš, da moraš neko stvar napisati, tudi če si pač v mojem primeru ženska, iz moške osebe se mi zdi čisto drugače pisati, ne. Temu jaz pravim sama pri sebi kot, ne vem, neka želena ljubezenska pisma, ki jih nikoli ne boš dobil, ko pišeš iz moške perspektive, v bistvu, kot da bi sam sebi pisal, ne. Tako da, ja, zdaj, kar pa se tiče psevdonima, mogoče, ne vem, konec koncev se mi zdi, da smo vseeno precej centralizirana država, čeprav je scena zelo popravila v zadnjih par letih, moram reči, da je še bilo par let nazaj to bolj očitno in nekako ne vem, da bi zdaj rekli na prvo, pa kaj je to neka izradenc, pa kdo bo to bral, ne. Zdaj pač ne vejo, od kod si, potem pa pač berejo in se s tem sploh ne obremenjujejo, ne. Tako da mogoče iz tega vidika sem pač, da se osredotočijo res na to, kar je napisano in na to, če jim je všeč ali pa ne. In to je edino, s čim se pač ukvarjajo, ne. Ja, nekako bi, mislim, ja, tudi sama menim podobno, da je pač včasih avtor, to, kdo je avtor, lahko ovira. Tako da, ja, mislim, da razmišljaš v pravo smer. Pa si kdaj dobila recimo tudi kakšno kritiko, bolj tako negativno, ali? Ja, definitivno, mislim, jaz imam zelo rada kritike, posebej pač, če jih nekdo razloži, zakaj mu niso všeč, pač zdaj drugo je, če nekdo reče, to
v kož vrži, pa to je to, in potem ga vprašaš, ja, zakaj pa? Ja, ne vem. Ja, mislim, dobro, na tak način pač, ok, še vseeno pač lahko tako čutiš, ampak je pa fajn, če znaš to razložiti. Tako da, ja, je že kar nekaj, bomo temu rekli, tudi ljudi iz literarnega sveta prebralo zbirko, povedali so, kaj se jim dopade, kaj se jim ne dopade, nekatere stvari sem pač upoštevala, druge so v bistvu tako zelo del mojega pisanja, da nekako ne morem iz tega iti, ampak konec koncev vedno si mislim, pač ocena, kritika, ocena, ja, enega je še vedno samo njegovo subjektivno mnenje, ne, tako da zdaj seveda ti mogoče malo zamaje tla pod nogami, ko ti kdo pove kaj negativnega, ampak če se zna, pač, če ve povedati, zakaj je temu tako, jaz tega ne sprejmem kot nekaj negativnega, ampak nekaj, iz česar pač kot avtor lahko rasteš, ne. Ja, saj to je tudi vaja za eno osebnostno trdnost, če si na literarni sceni, pa mogoče, ko si že malo dlje, te marsikaj lahko doleti, tako da mislim, da predvsem je treba ostati nekje, pač ne bi ravno rekla trdokožen, ampak malo realen, no. Malo ostati svoj, malo pa se odzvati pač na mogoče dobronamerne indice, ker vsekakor tudi literarna umetnost ima neka svoja pravila in pač gre tudi za stvari, ki funkcionirajo ali pa ne. Deloma je seveda subjektivno, deloma pa gre za eno veščino, tudi za eno literarno tradicijo, za katero seveda želimo, da napreduje, da se razvija, tako da, ja, za avtorja je to vsekakor izziv, vsakršna kritika. Zdaj, Sara, predlagam, da se posvetiva oziroma da pogledava še v drugi sklop tvojega branja, pa potem mogoče odpreva še kakšno vprašanje, ki ga do sedaj še nisva. Super. Jaz ostajam jaz. Nič se ni spremenilo. Tam zgoraj ostala je svetla mlečna cesta spomina, ki zmeraj nad nama še bdi, a manjka ji najina bližina. Nič se ni spremenilo. Reka sanjaška teče, kjer zadnjič svojo pustila. Le midva v njene mrtvice, medtem naskrivaj sva zavila. Nič se ni spremenilo. Morje še dalje objema svoj otok in svojo obalo. Le eno srce je plima in drugo oseka postalo. Nič se ni spremenilo. Še vedno jaz ostajam jaz in ti še zmeraj ti. Le objemi so hladnejši in bolj tuje so najine oči. Usode neznancev. Življenja zaprli smo v ure peščene, morja prebarvali v barvo krvi, ljudem smo vzeli danes in jutri, mestom ukradli svetlobo luči. V jadra sovraštva piha naš veter, ladjo krmarijo mrtve dlani. V dušah zbudili smo spečo tesnobo in strah nam daje novih moči. Slepo sledimo lažem in prevaram, ki jezik strupenih zlahka rodi. Z njimi netimo ogenj pogube, v katerem odsev človeštva gori. Čez polje črnine gre karavana, v očeh bolečina in žalost leži. Drevesa so skale in reke zidovi, kjer lastovk dežela še zadnjič zaspi. Usode neznancev ležijo na dlani, obrazi so polni tegob in skrbi, a naše poti grejo mimo in dalje, saj tuja nas rana le redko boli. Pesem o tistih, ki so drugačni, ki nosijo močen in samosvoj glas. Za tistimi ostajajo globoke stopinje, za njimi rodi drugačen se čas. Tisti, takšni, vsi jih poznamo,
ki v sebi vedno nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo, če je kdaj kdo na tleh, ki znajo v človeku najti svetlobo in jim nemir sije v očeh. Tisti so takšni, ki so baje čudni, ker ni jim pomembno zlato in oblast. Njim je le važno, da človek v sebi venomer nosi resnico in čast. Vse, kar smo. Morda smo kdaj prvi vers poetu, nežen dih vetra, majska barva v cvetu. Morda smo komu edina smer, zadnja ljubezen, poletni večer. Morda smo kdaj med nešteto poti komu zarisali svoje sledi. Morda smo nekomu vsaj za kak hip ukradli srce, zbudili utrip. Morda pa vse, kar smo, je le začetek tega, da se zvezd dotaknemo. Potujem skozi čas. Povsod potuje človek skozi čas. Izkusi čar resnice, bolj laži. In kakor čas pusti sledi na nas, tako pustijo jih prehojene poti. Povsod pomlad kdaj mine in včasih konec zgolj je nov obet. Vsako trnje, kdaj pa kdaj lahko preide v cvet. Povsod poletje doživi svoj konec, vsak ogenj kdaj lahko le mirno tli. Vsaka kresnica v soju mesečine lahko zaide in se izgubi. Povsod jesen odide, vsak včasih svoje barve spremeni. Vsak spomin v nas svoje mesto najde in kakšen včasih tudi zaboli. Povsod preide zima, povsod lahko stali se led, le mraz v naših srcih nastaja spet in spet. Tako potuje človek skozi čas, tako gre skozi vse začetke, konce, kraje. Tako potuje skozi srečo in poraz in kar prejema, to ostalim daje. Sara, hvala. Zdaj, že tudi sama si omenila, da so nate vplivali pesniki iz naše literarne tradicije. Mislim, da tudi iz tvoje poezije malo lahko že najdemo ene vplive Minatija, Pavčka, Menarta in Župančiča. Tudi sama jih seveda odkrito omenjaš. Mislim, da vsak avtor, s katerim sem se do zdaj pogovarjala, je nekako tudi sam pri sebi refleksivno pač prepoznal glasove, ki so oblikovali njegovo poetiko. Kaj je zdaj v teh avtorjih, ki recimo, ki so tebi najljubši, kaj ti pri njih najbolj sede? Kaj je tisto, kar te najbolj nagovori pri teh pesnikih, ki jih omenjaš? Zdaj, Pavček je bil tisti, ki se spomnim, da sem ga že v otroštvu največ brala. Tako da, kaj točno me je pritegnilo pri njem, mogoče ta njegova, posebej zdaj v teh delih za otroke, da je znal povedati stvari, ki so pomembne, na otrokom razumljiv način v bistvu, da ti nekdo zna približati teme, o katerih se mogoče pogovarjajo odrasli, in ti jih zna skozi pesem predstaviti, da si ti pesem zapomniš kot otrok. To je po moje nekaj največjega, kar lahko avtor v bistvu bralcem da, zato ker konec koncev zdaj odrasli se še poglabljamo v pesmi, pa jo preberemo enkrat, dvakrat zdaj. Če pa otroku pesem ne bo na prvo žogo všeč, ga boš težko prepričal, da jo še enkrat posluša, ne. Tako da pri Pavčku definitivno to. Zdaj, Minatija sem začela brati v srednji šoli,
Pri njem me je prepričalo najbolj ta njegov tudi prosti slog, ki ga vmes ima, ne. Zdaj, ko sem brala njegove zbirke, se mi je potem tudi zazdelo, okej, vse ne rabi biti konec koncev vedno vse v nekih strogih kiticah, pa ne rabijo imeti pesmi tudi vejic ali velikih začetnic, če pač se ti tako ne počutiš, da bi pesem morala tako stati, ne. Tako da od vsakega od njih sem se v bistvu kaj naučila. Vidim tudi, da pač dlje kot pišem, da pač pišem drugače, seveda. Mogoče se mi zdi, da sem zdaj skozi čas nekako vedno bolj najdem res svoj glas in svoj način in svoj stil, od katerega v bistvu ne odstopam, ker če pogledamo zdaj, na primer, prejšnje pesmi, je ena napisana v mogoče tem slogu, druga v malo drugačnem, se mi zdi, da nekako je bilo to čisto odvisno, kako sem si v bistvu že, kako mi je pesem v bistvu padla na pamet, no. Mogoče sem kdaj tudi prebrala od katerega tega avtorja, pa se mi je zazdelo takrat, pa se mi je neka rima utrnila in sem šla pesem napisat, ne. Pa sem jo mogoče v kiticah napisala, to sem definitivno napisala potem, ko sem brala ali Pavčka ali Menarta ali koga podobnega, ne. Zdaj neke pesmi v prostem slogu so pa po moje, mislim, definitivno nastajale, ne vem, ob branju Minatija ali še kakšnega tujega avtorja. Tako da ja, seveda pač vplivajo na tebe, že kot otroku se ti to nekako zasidre vate, no, ti verzi, ki jih pač ne pozabiš, in če potem se podaš na to pot poezije, mislim, da to najprej pride iz tebe, no. Ja, saj pravzaprav dejansko gre za, mislim, po eni strani so to pač eni močni pesniški glasovi z močno individualno poetiko in zelo težko se je iztrgati iz tega jezika potem. Mislim, govorim recimo tudi kot sama kot pesnica, meni osebno je recimo bil Kovič tisti, iz katerega sem nekako štartala, ne. In potem pač z časom nekako vedno bolj se iz tega kokona želiš kot pesnik tudi izviti, ampak zagotovo pač ostane eno jedro oziroma ena nagnjenost k nečemu, kar pač te nekako sestavlja kot neko bistvo tvoje govorice. Tako da Sara s tem mislim, da ni nič narobe, tudi predvsem, kadar gre za prvenec, seveda so ti vplivi običajni in normalni, je pa tudi res, da so pač omenjeni avtorji, kot si rekla, pač nekako tudi poezijo malo približajo morda tudi drugim, mlajšim generacijam, in seveda tudi pri mladostnikih je mogoče to še bolj vidno, ker pač mlade generacije so, oziroma ko si ti star, ne vem, 15, zelo težko prodreš v eno hermetično, težko poezijo in tudi iz tega vidika se najbrž spominjamo teh pesmi, ker smo jih lahko razumeli, tako da glede razumljivosti tudi tukaj recimo zavzemam podobno stališče, da pravzaprav je to tudi lahko en plus, ne. Tako da, zdaj Sara, večina tvojih pesmi je v slovenščini, v knjižni slovenščini, zdaj je pa tudi nekaj pesmi v, ne vem, hrvaščini in 2 ali pa 3 so tudi v prekmurščini, kar se mi zdi tudi izjemno zanimivo. Ne vem, ali gre za eksperiment ali pa so se te pesmi čisto organsko tako napisale? Čisto spontano spet, tako kot večina vseh. Zdaj, ena je v prekmurščini, pa že pri tisti me je bilo pač strah, ker konec koncev pač prekmurščine ne govorim in zdaj pisati v nekem narečju, ki ga v bistvu samo poslušaš, sem potem še in še osebam poslala, če je res okej in če je vse v redu, ampak konec koncev so mi vsi rekli, glej, saj vsaka vas govori svojo verzijo prekmurščine, tako da zdaj, če boš še poslala 100 drugim, bodo ti še 100-krat kaj popravili, ne.
Ena je v prleščini, oziroma več sem jih napisala v prleščini, vključila sem v Indigo eno. Je pa res, da pa rada ustvarjam v hrvaščini, zdaj v Indigu so prisotne 3 v hrvaščini, zdaj odkar je pa Indigo izšel, torej v zadnjem letu dni, pa mislim, da jih je nastalo že tam okoli 10-15, ne vem, zdi se mi zelo zanimivo, pač že odkar sem otrok, pač poletja preživljam na Hrvaškem in seveda pač ti postane jezik blizu, ne. Neke čisto drugačne zgodbe se mi pač odvijajo, že ko pomislim, kako bi to stvar napisala v hrvaščini. In če si jo, na primer, potem prevedem v slovenščino, se mi cela zgodba poruši. In pač vem, to lahko nastane samo v hrvaščini ali pa pač te pesmi ne bo. Tako da, ne vem, tudi te nastajajo čisto v bistvu, čisto organsko, kot si rekla, in v slovenščini in v hrvaščini, no, nekako mi je vmes prav smešno, kako se v bistvu občutki kar sami odločijo, v katerem jeziku se bodo pač izlili, ne. Vmes se prav počutim, kot da nimam nobene moči pri tem, oziroma nobene druge izbire, da bi sploh šla kontra temu, kar v bistvu pač občutim, ne. Seveda potem vedno hrvaške pesmi pošljem v lekturo pač hrvaškim kolegom, ker niti slučajno pač seveda ne moreš toliko vedeti o jeziku, ki ni tvoj materni, da pač se vmes ne bi kaj zmotil, kaj konkretnega zmotil, no, saj neke take mali detajli že potem. Tako da ja, zadnje čase, še posebej mogoče, ker se je zdaj začelo spet poletje in vsi pogrešamo že morje, res pišem dosti v hrvaščini, no. Ja, to je res zanimivo, ker mislim, sem ravno razmišljala, kot da pesnik nekako pesem mora najti, pesem pa tam že je. Mislim, se kdaj počutiš tako, mogoče? Ja, kot da je pesem tebe našla. Ja, Po eni strani, ne. Ja, ker bi recimo lahko se odločil, jaz bom pa to napisal v slovenščini, ampak dejansko ne bi zvenelo isto. Preprosto nekaj bi se izgubilo. Tudi prekmurščina je zanimivo narečje in kot si rekla, pač nima se smisla prepirati, kaj je zdaj tu prav, pa kaj ne, ker dejansko obstaja pri narečju tolikšna svoboda, da je nemogoče najti pravo različico. Ja, točno, ja. In saj v bistvu tudi ta prleška pod narekovaji je nastala v bistvu v čisto radenskem narečju, torej, mislim, narečju, zdaj to ni glih neko narečje, ampak v čisto takšni govorici, kot jo pač mi govorimo, in je v naslednji vasi že drugače naglašujejo določene besede ali pa imajo zamenjane črke z nekimi čisto drugimi, pa smo na razliki 5 kilometrov, ker pač imamo toliko narečij, kar je hvala Bogu, ne, jaz narečje obožujem in jih definitivno moramo ohranjati. Tako da ja, pač pesem te najde in je res, ja, kot da je že napisana, oziroma ja, ti pa jo moraš samo dati življenje v njo, no. Ja, mislim, mogoče se sliši romantično, ampak tudi meni se včasih zdi, da tako je, da ene stvari sicer lahko seveda preoblikuješ, popraviš, ampak neko bistvo nekje je, kot da je zapisano in da je pač nekako, da si ujel na trnek. Ja, saj mogoče, zato tudi parkrat, ko sem šla, pa sem rekla, že dolgo nisem nič napisala, itak s tem se vsi avtorji nekako srečujemo, da vmes mogoče pride kakšna kriza, ko ne moreš ustvarjati, ne. In potem že začneš paničariti, kaj če več nikoli ne bom nič napisal, kaj če je zdaj to, ne. Pa si potem vedno, mislim, jaz sem si rekla, glej, tudi če ne bo nikoli več, v redu je to, kar je do zdaj bilo, lepo je bilo, in se mi zdi, da ko nekako pač se spustiš iz tega stresa, da pesmi spet začnejo v bistvu, da spet najdejo pot do tebe, no. Ker vedno, ko sem se usedla z namenom, da bom napisala pesem, je nisem mogla, ali sem pa napisala takšno, da sem jo na koncu pač zbrisala. Tako da v bistvu vse, ki so nastale, so res tisto
tisti neki tok misli, ki ti šine skozi glavo in rečeš, evo, to je to, pa mogoče si samo, ne vem, eno vrstico napišeš, pa greš čez en teden graditi okoli nje, ali pa mogoče čez en mesec, ali pa čez pol leta, ampak da se boš pa zdaj prav, ne vem, usedel pa rekel, ok, danes pa treba napisati 10 pesmi, mislim, hvala Bogu, če lahko to kdo počne, ampak jaz si pač ne predstavljam, da bi mi kdo rekel, da moram zdaj v 1 uri napisati pesem, ne. Ja, ne vem, mogoče nam manjka kakih substanc. Ja, čisto možno, ja. Ja, no, malo heca. Zdaj, Sara, zdaj, ko si izdala to knjigo, pa pač potem eno obdobje mogoče refleksije, zbiranja odzivov, na kateri točki ustvarjanja glede poezije se nahajaš, mogoče pišeš zdaj kaj novega, nastaja že nova zbirka? Zdaj, glede na to, da se mi zdi, ok, pač Indigo je po eni strani je res doživel razcvet, kar se tiče pač gole prodaje, ampak nikakor se mi ne gre za to, da pač prodam čim več izvodov in je pač to. Zdi se mi, da poezija seveda mora zaživeti med bralci, da jo beremo in tega Indigo pač zaradi koronavirusa ni mogel doživeti, ne, zdaj. Organizirali smo že, oziroma bila sem že zmenjena za enih 10 zelo lepih dogodkov in je potem vse na žalost padlo v vodo. Tako da, kar se tega tiče, še imam pač namen Indigo malo peljati v svet, bomo temu rekli, no. Da bralci pač tudi v živo slišijo, da mi lahko po branju kaj povejo, da se lahko pogovorimo, pač to se mi zdi res neka pač naravna stvar, in tisti smisel pač zaradi katerega ustvarjam, zdaj ne zato, da bom pač prodala toliko pa toliko izvodov, to mislim, vse je lepo, ampak konec koncev ni bistvo v tem, ne. Material pa v bistvu nastaja že cel čas, da je to leto dni, verjetno je k temu kaj pripomogla seveda tudi to obdobje, v katerem smo se pač znašli, čeprav moram reči, no, da ko imam več stvari za delati v življenju, lažje nastajajo pesmi, kot so takrat, ko smo bili med 4 stene zaprti, ker, ne vem, enostavno pač jaz nisem tak človek, da bi lahko pisala o, ne vem, eni pa isti stvari non-stop. Inspirirajo me življenje, ljudje, dogajanja in pač, ko mi je bilo to odvzeto, sem sicer napisala enih par pesmi doma v samoizolaciji, ampak potem pa kaj naj zdaj pišem še 3 mesece o 4 stenah, v katere smo gledali, ne. Tako da jaz definitivno nisem bila ena tistih, ki bi v obdobju koronavirusa ustvarila še in več materiala. Zdaj, ko pa je začelo se nekako normalno življenje naprej, zdaj pa spet nastaja in je v bistvu pesmi do zdaj nastalo že krepko prek 60, tako da načeloma bi nova zbirka že lahko bila, ampak pravim, nočem zdaj nekaj siliti v to, da bi pa pač pod mus mogla biti, saj malo moraš dati tudi sam sebi dihati po svojim pesmim, pa da vidiš mogoče, če vse mogoče niso za objavo, definitivno pa jih ljudje lahko spremljajo na socialnih omrežjih, kjer jih pa pač sproti kakšne objavim, tako da smo nekako na ta način vsaj v stiku z bralci. Ja, saj dejansko, kot praviš, pri izdaji knjige je ključna seveda tudi selekcija in da stvari odležijo pravi čas, pa tudi, da se mogoče sam razviješ do točke, kjer si sposoben tudi ene malo bolj zdrave samokritike, tako da vsekakor ne moreš štancati knjig, ne. Ampak seveda pomembno je pač, da poezija nastaja, da si v stiku z nekim svojim virom umetniškim in seveda, da se nadgrajuješ, da se razvijaš. Zdaj, Sara, čisto za konec, pa poglejva, pokukajva še malo v ta material, ki je nov, ki nastaja. Zdaj, jaz imenujem ta del oddaje Iz delavnice, mi je še posebej pri srcu, ker pač te pesmi še niso nikjer objavljene in pač se mi zdi, da imam malo tudi čast pač pokukati pod pero. Tako da te prosim, če z nami podeliš še 3 nove pesmi. Z veseljem.
Potrebujem te, da ti povem o presladki kavi in kako me živcira vreme. Potrebujem te, da boš vedel za pesem, ki me spominja na naju. Potrebujem te, da boš slišal o slabih sanjah in se smejal bednim šalam. Potrebujem te, da boš sovražil tiste, ki me spravijo v jok. Potrebujem te, da nikdar ne boš rekel, da so moje besede odveč. Potrebujem te, da boš znal slišati, kar me boli. Potrebujem te, ker ti razumeš mojo žalost sredi noči. Potrebujem te, ker včasih sem jaz premalo, kar imam. Potrebujem te takšnega, kot te poznam. Skozi rešetke vsakdana zrem življenju v oči in ga ne morem živeti. Mar oblaki vedo za mojo žalost, ko tako nežno polzijo skozi prostrano nebo? Mar vedo drevesa za mojo ujetost, ko lahko prosto segajo proti soncu? Morda vsaj skale slutijo, čeprav tako mrzle in mrtve, a njih vsaj objame voda in jih včasih poboža veter. Ko tako mineva čas, sprašujem oblake, drevesa in skale, ali je zunaj te kletke še kdo, ki razume in čuti isto kot jaz? Ali morda tudi on skozi rešetke vsakdana zre življenju v oči in ga ne more živeti? Biti in ne zaiti. Kajti morda bo komu kaj pomenila moja misel, moj smisel, moj jutranji smeh, moja nemirna kri. Biti in ne zaiti med tiste, ki ne razumejo, ki ne zmorejo, ki ne znajo poslušati zgodb o usodah, položenih v tuje dlani. Biti in ne zaiti, kjer človek ne zna se človeku predati in je preveč praznih besed med ljudmi. Biti in ne zaiti se svoje poti. Sara, najlepša hvala. Torej, biti in ne zaiti svoje poti. Mislim, da smo naredili en prijeten, optimističen zaključek najinega klepeta. Tako da najlepša hvala, da si se odzvala mojemu povabilu, da si z nami podelila nekaj svoje poezije in seveda, da sva odprli nekaj zanimivih tem. Bi povedala še kaj za zaključek najinim gledalcem? Najprej bi se jim seveda zahvalila, da so preživeli to urico z nama, da so si vzeli čas. Vabim jih, da me obiščejo na mojih socialnih omrežjih, če želijo izvedeti še kaj več, če želijo prebrati še kaj več. Torej na Facebooku me najdete pod kraticami SK, tudi na Instagramu SK ozvezdje besed. Upam, da v teh časih tudi vi ustvarjate, karkoli že pač, ne samo poezijo, nekaj, da daste iz sebe, ker je pomembno, da ostanemo v teh časih v stiku s samim sabo, ker, ne vem, je to nekaj, kar nam na koncu še edino ostane, no. Stik s samim sabo in stik z naravo, to ne bo nikoli šlo stran. Tako da hvala tebi definitivno za povabilo, Miku za organizacijo, pa upam, da se kmalu vidimo v živo na kakšnem branju. Definitivno, upam, da res, da imaš prav in da nas čakajo spet stari časi nazaj, seveda v dobrem smislu, in da se bova lahko podružili seveda tudi v živo z publiko in tudi midve. Tako da hvala, Sara, še enkrat. Enako, hvala. Zdaj
Za konec bi pa seveda vse, ki vas zanima literatura, ki ustvarjate, še enkrat povabila k udeležbi na Mikovem literarnem natečaju Splet besed. Zdaj več o samem natečaju lahko najdete na Mikovi spletni strani, tudi na Facebookovi strani, tako da vse podrobnosti so tam na voljo. Časa za pošiljanje prispevkov, se pravi iz kratkih zgodb in poezije, imate tudi še nekaj, je pa kot ena zanimivost sredi poletja planirana tudi ena literarna dvodnevna delavnica za mlade pisce oziroma pač za vse, ki želite svoje vprašanja podeliti z mentorjem, tako da še enkrat prisrčno vabljeni k udeležbi. Mi se pa vidimo čez 2 tedna v novi oddaji Splet besed. Bodite lepo in nasvidenje.